Lepo pozdravljeni. V tem bolj kratkem videu bomo pogledali razloge, zakaj ne morete spati. Iz mojega vidika energijski pogled in praktične rešitve za spanje. Sem Andreja Novak, izumiteljica Zlate spirale, ki je eno izmed glavnih orodij, ki vam pomaga transformirati spanje, odnos do spanja in še marsikaj drugega. Posnela sem brezplačen video na to temo, na temo Zlate spirale, že dolgo časa nazaj, ampak zelo veliko med vami piše, kliče, kako bi si lahko pri tem pomagali glede spanja. Sama težko razumem, da je spanje tako velik problem, kajti se mi zdi, da če se človek pravilno loti ali pa vsak večer ima en določen obred, preden zaspi, da je to že en taka rutina, ki potem zagotovi globoko in krepčilno spanje. Vseeno, nekateri ne zmorete prestopiti praga dneva in se potopiti v globoko spanje. Zato je ta video namenjen izključno temu, kaj sem odkrila skozi testiranje Zlate spirale. 8 let smo testirali Zlato spiralo, preden smo jo začeli uporabljati ali pa dajati navzven. Saj je pomembno, da so vsi naši izdelki testirani in niso odvisni od tega, kako človek uporablja, tako da Zlata spirala, ne glede na to, da jo recimo veliko lahko uporabljate, ne morete se predozirati z njo. Zlata spirala namreč skozi 4 zlate spirale so povezane po Fibonaccijevi vibraciji, po energijah 369, ki nekako pripeljajo energije iz vidika duše, zato je zlata. In zato je zlata tudi v barvnih spiralah, ki smo jih kasneje razvili. Zlata energija je namreč tista, ki naredi psihoterapijo, ki je osnovnega pomena za dobro spanje. In ko greste spat, ne glede, včasih je tako, da ste zelo, zelo fizično utrujeni, psihično utrujeni, pa vseeno ne morete zaspati, ker je telo preveč obremenjeno z vsem, kar ste čez dan ali čez teden, mesec naredili. Recimo sama sem zanimivo najtežje zaspala takrat, ko sem, recimo enkrat sem kelnarila 72 ur skupaj in so me tako noge bolele, da praktično jih nisem mogla odmisliti. Takrat, če nisem imela te zlate spirale, to je bilo še res leta nazaj. Ampak razumem to pretirano utrujenost, s katero potem ne morete zaspati, ker vas ali vse boli. To je en vidik, ali vas čustva mlejejo, ste na koga oziroma z nekom se niste tako pogovorili, kot bi se želeli, ali z vašimi otroci, vnuki, partnerjem, ali imate sodelavcem kakršenkoli konflikt ali samo nerazumevanje, da niti ni konflikt, ampak vi niste izrekli svojega in vas potem to kuha skozi noč, tudi to razumem. Ali pa preprosto ste mentalni tip, ki veliko razmišlja in potem ne zna odklopiti stvari, pa vam potem psiha kot, naš je kot ena ura, ki potem samo teče in vas dejansko ven meče, da ne morete zaspati. Sama sem prav razmišljala preden danes po noči, kot sem se pripravljala, malo zbrala misli na to temo, pa potem včasih, a veste, si en tak džinks sam sebi narediš, smisla, mogoče pa danes ne bom mogla spati, da bom razumela, kak je, če ne moreš spati, drugače res dobro spim. No, ampak nekako nisem, 5 minut nisem mogla zaspati, pa se mi je zdelo, kako dolgo ne morem zaspati. Tako da so pa bila obdobja, veste, ene stvari so takšne tehnične, ko se mi moramo energijsko sprostiti, osvežiti in to vam bom povedala pač v nadaljevanju videa. Včasih se pa zgodi, da dejansko ne moremo spati, ker duša ne želi, da spimo. In se mi je zgodilo še tam v Izvorni, kjer sem živela v Roji vasi, da včasih po 3 dni nisem spala, sploh nisem spala, ker sem bila tako nafuzirana od ene ideje, od nečesa, kar bi želela, da sem potem cele noči pisala, razmišljala in potem bila tako excited od te ideje in polna energije, da enostavno nisem mogla iti niti spat. Takrat sem potem zlikala vse, prebelila pol hiše, kuhno lepila, vse živo delala. Ampak
takrat, ko človek recimo iz tega vidika ne more zaspati, pa nas kličete na linijo, takrat jaz rečem, mogoče pa prav, da ne spite, da morate razmisliti določene stvari, ampak to je enkrat, dvakrat v življenju, veste, eno obdobje, ko recimo uran, verjetno zdaj dvojčki malo težje zaspite ali pa vodnari tehnice tudi, ker ko pride uran in daje energije, ideje in to vi začnete razmišljati o tem, to se sprocesira in to potem vi ste dobesedno vzburjeni nad življenjem in ne morete pa se delati, da zdaj greste pa spat. Takrat je treba pisati konstruktivno, pisanje je prvi način, kako priti do mirnega uma in kako se potem lažje osredotočiti na počitek. Tako da včasih je čas, da ne spite, ampak to je redko in to je ponavadi predtem, preden se pride do kakšnega obdobja, ko vi potem imate možnost manifestirati tisto, kar je življenje želi. No in jaz sem takrat pripravljala vse žive stvari, pisala in takrat potem je prišlo do tega, smo svoje prvo društvo ustanovili in jaz imela vse pripravljeno. Tako da to je na vrste predpriprava na spremembe v življenju, ta nespečnost. Zdaj se pa vrnemo nazaj v to nespečnost, ki jo pa imate zaradi vsakodnevnih preobremenitev v službi, če delate z ljudmi, imate potem na sebi nalepljene energije in kakorkoli ogromno stvari je lahko razlog, zakaj ne spite. Zdravniki, če imate to nespečnost kronično, so vam verjetno zdravniki predpisali melatonin ali karkoli drugega na to tehnično raven, tako da jaz se v to ne spuščam, ker so za to strokovne osebe in tudi jaz govorim iz svojega energijskega dela in izkušenj naših strank, ki jih 20 let se že, 21 se že s tem ukvarjamo profesionalno na 10 let podlage, kjer smo delali brezplačno, da smo se naučili, kaj deluje in kaj ne. Kajti, če nekaj ne deluje, seveda noš priporočal, ne. Mislim, saj meni se ne zdi to smiselno, niti ne bi 20 let zdržali v tem poslu, če bi priporočali nekaj, kar ne deluje. Tako da mi ne dajemo zdravstvenih diagnoz, seveda znamo pa energijsko pregledati, kaj se dogaja z vami, ampak že po tem videu boste vi sami lahko sebi postavili diagnozo energijsko zares, v smislu, kaj je vaš glavni problem, da ne zaspite. Torej, če ste tako utrujeni, da komaj, da se vlečete do postelje, pa potem ne morete zaspati, ta vidik kaže na to, da je vaše eterično telo izčrpano in da energije enostavno ne morejo steči, da so kar nekako stakt. Tako da ste zalepljeni v svojo energijo in potem se ta vleče po vas in to niti ni dobro zaspati s takšno energijo, kajti vi se takrat potem zbudite, kot da bi vas tramvaj povozil. To pomeni, če recimo ste vzgojiteljica, učiteljica, ne zdaj, ko so počitnice, ampak v rednem obdobju, ali ste trgovka na blagajni nekje, kjer se ljudje dobesedno, to je zdaj odzunje cel živalski vrt, ljudje so postali popolnoma ne sodelujoči v smislu za ene višje vibracije, prijaznosti, duše, ljubečega pogovora. To nekako ti socialna omrežja in to spodbujajo k močnemu egoizmu in vsak misli, da se mu najbolj mudi in da mora najhitreje doseči. Se pojavljajo svetle izjeme, vsem sem hvaležna, ki ste začutili, da je odmik potrebno tega, sploh v Sloveniji. V Sloveniji je čas korone pokazal, da moramo okrepiti solarni pleksus, se pravi svojo osebno moč, zdaj je pa čas, da to malo damo navajati, kajti še posebej socialno mreže, kot je Facebook in komentiranje spodaj, pod temi bilo kakšnimi objavami pokaže, da se gre samo za prepucavanje nečesa, kar nima smisla, no in v energijah se to pozna. Tako da čas je in veliko med vami vas je to že spoznalo, da gremo v predel srca in začnemo delovati, komunicirati z osebno močjo, ampak iz prostora srca, kar pomeni, da ne pometajo drugi z nami, ampak smo glede komuniciranja srčni. Kadar ne gre, seveda je za hitrejšo rešitev, ampak če gre, je potem to lepše življenje, tako za vas kot za druge. No in ta
če ste nekje, da ste v bistvu kot predpražnik za druge, da ne zmorete v bistvu imeti distance ali pa enostavno ste toliko izčrpani, da ne prijete na zeleno vejo, potem vam priporočam, da pred spanjem dajete mini zlato spiralo na popek in preprosto dihate in čutite, kako se popek in energija okoli vas sprošča in potem lahko zavestno sodelujete, kot napol sproščujoča zdravilna meditacija, da samo dihate in čutite, kako vibrira vse okoli vas. Če se vam bo zdelo, da se vse premika, to ni potres, ampak je dejansko spreminjanje vašega eteričnega polja, vašega eteričnega telesa, ki se začne odpirati za zdravilne energije. Pri tem vam samo naj povem, vem, da malo skačem, ampak ima smisel. Preden sem vse te stvari odkrivala, sem živela v hiši, kjer je bilo ogromno elementarov, čudni prostori, čudne energije, vsi so noter že pomrli, razen moje sestre. V glavnem, zelo smo bili obremenjeni prostorsko z energijami minusa, zato sem se že takrat navadila in naučila sebe pokrivati z zlato energijo, potem sem to ugotovila, so to polja miru, tako da že v bistvu od 17. leta naprej sem jaz prakticirala, mogoče zdaj zato tako dobro spim, kajti to vedno naredim in naredim tudi svojim domačim živalim. Ko sem še imela psa, pa sem študirala v Mariboru, sem ga pokrivala z zlato odejo, da je potem doma lažje spal. V glavnem, zlata odeja je nekaj, kar vam naredi popolno zaščito, če imate občutek, da je prostor ni dober. Mi ne moramo v enem momentu vse prečistiti, tudi ne moramo energijsko vzpostaviti takšnih pogojev, kot bi bilo smiselno, zato smo dostikrat žrtev slabega počutja zaradi slabih prostorov. Tudi dizajnerji, arhitekti ne gledajo, da je prostor, kjer spimo, optimalno zdizajnirano, načrtno dobro postavljeno, ampak to so bili šimli, ko se je delalo tako, kot se je, in potem je zraven spalnice WC, kotliček pri vaši glavi ali kaj podobnega. To ni nekaj dobrega. Ali pa so električne napeljave okoli in okoli, da skozi imaš občutek, da malo vibrira. Zakaj je to pomembno? V procesu spanja se namreč naredi naslednje. Telo počiva, telo fizično počiva. Ne glede, kako glava dela, telo moramo reči, da počiva. Tako da, tudi če glava blodi, fizično telo počiva. Eterično telo, ki je prvo blizu fizičnega telesa, se odpre. Kot se odpre roža soncu, se naše eterično telo odpre in sprejema vibracije, ki so okoli. Kar pomeni, okoli pomeni 1,5 metra na vsako stran, kar je že 3 metre, ne? Kar pomeni, da če imate vi v svoji spalnici telefon v bližini dosega roke, je vibracija mobitela, Wi-Fi-ja, 5G-ja, bilo česa, kar vam se dogaja na vašem mobitelu, ki se non-stop update, če ga ne ugasnete in ne date na letalsko ali pa izklopite baterije, se vam skozi nekaj dogaja in ta vibracija ni naravna vibracija. Ta vibracija je za naše energije premočna in mi se zbudimo živčni. To je naše eterično telo in vas slabša v imunskem sistemu, v odpornosti za življenjem. Torej, telefon se je v zadnjih parih letih toliko spremenil, prej je imel recimo vpliv na naše eterično telo 10 do 20%, zdaj ima od 50 do 60%. Se pravi, to eterično telo se vam dejansko lahko dnevno izprazni, ne glede na to, da meditirate, ne glede na to, da bosi hodite po naravi. Če vi spite z mobitelom, ki je blizu vas, potem to eterično telo ima težave in če imate še potem 1 meter stran od vas pisalno mizo z računalnikom, ki ga ne ugašate čisto, ali celo z televizijo, ne glede, koliko imate velik LCD ekran. Včasih je naša babica, veste, ono škatlo od televizije pokrivala z platnom, belim platnom, da se je ta elektromagnetno sevanje prekinilo. In nismo spali v tistem prostoru, pa je vsako noč pred spanjem je moja babica pokrila televizor, to je izgledalo kot tak čarovniški obred, ampak je omejila prostor sevanja tiste televizije, ki daleč ni sevala tako, kot sevajo sedaj, na minimum.
In če bi vi zdaj vse to pokrili, v bistvu bi mogli dati zelo v drug prostor. No. Tudi včasih niso bile televizije v spalnicah, tudi niso bila ogledala v spalnicah. Ogledalo potencira karkoli se dogaja v spalnici in če imate ogledalo, mobitel, še kakšno okno, se pravi, je to pol veliko križišče srečanj in ni čudno, da potem ne spite. Tako da to je feng shui vidik, ureditve spalnice, vse to ven, idealna barva je bela, sivkino vijolična, zelo svetlo vijolična, zelo, recimo, če je, lahko je tudi zelo mehko, malo modra, malo zelena, nikakor ne oranžna, ne rdeča, ne rumena, razen če nisem vam to posebej rekla v kakih primerih, ko so kakšne izjeme. Generalno ne. No in če imamo mi težave z eteričnim telesom ali da vam trzajo noge, da vas kaki mravljinci grabijo ali da imate pogosto po noči krče, pa jeste magnezijeve tablete ali dodatke magnezija, pa nič ne pomaga, je uporaba zlate spirale na popku, recimo pred večerom, idealna. To ne pomeni, da si jo zalepte za cel večer, čeprav si jo lahko, ampak dovolj je, da nekje 20 minut, pol ure sedite ali ležite, dihate in ne gledate ob tem televizije in ne gledate vmes po telefonu na socialna omrežja in ne delate na računalnik, ampak dihate in se ukvarjate z, ali kaj razmišljate, ali sanjarite. Sanjarjanje pred spanjem je zelo, zelo dober način manifestacije. Namreč, v tistem času, ko mi padamo v spanje, naš gre iz tega glavnega valovanja v teta valovanje, kjer se izvaja teta healing, ampak v osnovi je to višje vibracije, bolj sproščene vibracije možganov, hitreje manifestirajo. Tako da najboljše je pred spanjem razmišljati o tem, kakšno življenje si želite, kako se želite počutiti, kje bivati, če ste samski, razmišljate ob tem, ob kakšno osebo bi se želeli nasloniti med spanjem, kakšnega partnerja ali partnerko si želite. To je tik pred spanjem idealno. To je najhitrejši način manifestiranja. Najhitrejši. Sanjarjenje se namreč v pinealni žlezi zapiše kot program, ki potem odzvanja v vašem eteričnem telesu in s tem ste ne samo spočiti, naspani, ampak zraven manifestirate svoje idealno življenje. Boljše ne gre. Druga plat je, to je zdaj eterično telo, pa če ste utrujeni. Če ste toliko utrujeni, da ste komi prišli do spalnice, postelje, če ste se komi stuširali in ste že si komi umili zobe prej. To je res una oblika utrujenosti ali prezasičenosti eteričnega telesa, da vse mrgoli po vas, da imate občutek, da niste sami v svojem telesu. Potem je ta način idealen. Druga plat je, če vas astralno telo muči, kar pomeni, da ste pretirano čustveni v smislu, da ne znate prenehati se neki okoli čustvenih zadev razmišljati, se jeziti, žalostiti, veseliti, karkoli. Včasih vas tudi eno veselje, zaljubljenost teh zagrab, da nič ne spite. To so čustvovanja, to je astralno telo, kjer je naslednji problem, da astralno telo, za eterično smo rekli, da se odpre 1,5 metra na vsako stran, se pravi 3 metre okoli telesa in tako je odprto. Se pravi, na eterično telo vpliva vse, kar je v 3-metrskem prostoru okoli vas. Potem pa na astralno telo, astralna potovanja so nočna potovanja. Astralno telo je problem ta, da mi v astralu lahko potujemo. Vi, ko zaspite in razmišljate o nekom, ki vam gre na živce, ali je to vaš šef, ki nikoli ne pusti, da poveste do konca, niti vam ne da priložnosti, da bi razložili, kaj vas muči, in vi pred spanjem nabijate na to temo, se težko zaspite in kaj se zgodi, vi ga v spanju obiščete. Vi v spanju greste v tiste energije, s katerimi se vi prej ubadate. Ali pa gledate recimo
na televiziji dokumentarec o ne vem čem, ste vegani in gledate, kako uničujejo živali in vam je to hudo in astralno to podoživljate in pol greste spat in ne morete zaspati, ampak ko že končno zaspite, greste v ta polja, kjer se to mučenje dogaja. Se pravi, problem astralnega, čustvovalnega dela je, da imate zjutraj občutek, kot da imate mačka, kot da ste ne vem kje pili celo noč, ker dejansko ste hodili okoli po energijah, s katerimi ste bili povezani tik preden ste zaspali. In to je problematično. To je najbolj problematični del, ki ga rešite na način, da si zlato spiralo dajete na grlo, na predel ščitnice, kjer ste mental in astral nekako skupaj povežeta, kjer vi niste izrazili svojih stvari na pravi način, pa vas pol mal drži za grlo in tu se nekako zgodi potem ena taka zdravilna energija in vi koristno je, če imate ta čustven moment, problematična čustva, da ne zaspite, da si date zlato spiralo pred spanjem, preden zaspite na grlo, dihate in razmišljate o tem, kako lepa energija v vašem grlu. Dihate in razmišljate lahko o angelih in jih pošiljate angele zdravljenja, ljubezni, miru, obilja, angela varuha, tiste osebe, bilo koga, prikličete tiste energije in jih pošiljate tja, kjer se je vaša zmešnjava začela. Se pravi, ali pa recimo bi želeli mene dobiti na linijo in me ni in bi me želeli srečati in me kar ni in se pol jezite name in jaz kar spim, vi pa ne zaradi tega. Ne? In se pravi, boljše, če mi pošljete angela pred spanjem in lahko se zgodi, če je dušna namera, da se nekaj zgodi v tej smeri, se bomo nekje naključno srečali. Enako se lahko zgodi, če vi angela sporočila ali pa veselja ali pa bilo česa pošljete šefu, se lahko zgodi, da bo drug dan prišel šef pa rekel, jo, sem te sanjal ali pa veš kaj, dej, kaj te tebe že nekaj muči, dej mi povej. In to so tisti čudeži, ki jih nam energijski svet svetlobe daje. Ni dokazano tehnično, da bi vam jaz zdajle statistične podatke dala, lahko bi sprašvala ljudi, pa iz tega ven dobili, ampak najlepše je, ko mi začnemo to poskušati in so rezultati. In takoj, ko so rezultati, vi ne morete več zanikati dejstva, da obstajajo angeli, da smo mi skozi astralno polje povezani z njimi. Problem je, da smo z astralnim poljem povezani tudi z nižjimi energijami. Se pravi, z elementarji, entitetami in bolj te entitete, veste, in elementari imajo nižjo vibracijo jeze, besa, zamere, egoizma, napuha, vsega tega, žalosti, melanholije, depresije, brezupa. In te energije imajo lažji dostop do vas, zato ker imajo praktično medije v rokah. Sama ne gledam več televizije, niti jo ne posedujem, tako v smislu imam LCD ekran, da gledam filme iz DVD-ja, ampak, ali pa z YouTubea zbrane stvari, ampak da bi pa gledala televizijske programe, jih pa ne gledam več od leta 2000, se mi zdi. Se pravi, jaz sem bila v šoku, če sem kje pa vidim kako televizijsko program ali karkoli, jaz sem v šoku, kaj je to, v šoku. Kajti, če ste navajen redno gledati poročila, vse to, kar masovno sporočajo človeštvu 5 ljudi, ki poseduje vso medijsko, javno medijske programe in če poslušate radio, ki odbrbra glasbo, reklame in smeti vaš prostor, potem se ne morete čuditi, če ne spite dobro. In če kupite eno spiralo za 12 € in pričakujete, da vam bo skidala stran leta in leta dnevnega poslušanja balasta, oprostite, ne gre tako. Ne? To je tako, da bi kupili zlato žličko in pričakovali, da boste šli v greznico in da boste z enim zamahom greznico spremenili v zlato jamo. Enaka je ta energijska povezava. Zlata spirala in vaše astralno polje je orodje, s katerim vi pridete do sebe. Zato morate vedeti, kateri so
oteževalni faktori, kar televizija, radio, redni programi vsekakor so. Glasba, izbrana glasba, ki ni popularna, ni to una, ki jo mečejo vam ali pa tisti sentiš filmi, ko vas nafuzirajo, da hočete vse drugo, sem svojega življenja, ne. Vse to vas odmika od vašega bistva in pol zlata spirala pride in vam začne delati pot do vašega bistva, do podpore, do vaše sreče, do vašega srca in vi se bunite, ker ni v prvih 5 dneh boljš. Takrat date jo tule gor. Kaj ti psihični vidik, astralni vidik je ta, potujemo in tako kot potujemo v lahko negativne energije, s katerimi smo čustvovalno povezani pred spanjem, lahko potujemo v pozitivne. Zato je sanjarjenje tudi iz tega vidika dobro. Astralno, jaz se spomnim, ko sem srečala mojega sedanjega partnerja, sem bila prebojena v sekundi, in vsako noč sem pomislila na njega in pol se mi je zdelo, da grem po noč tja. Ampak si nisem upala vprašati, če slučajno on to kaj začuti, ker se mi je zdelo, se bo mislila, da sem presmukjena. No, ampak sem bila vseeno preveč firpčna in sem po parih dneh, ko se mi je zdelo, da preveč tam nekaj mu težim po noč, sem ga vprašala, če on daj čuti, da pridem jaz po noč. Prav, ja, slikam po noč, pa pol priješ, pa si v nelenkotu. Mene je infarkt. Ampak to so astralna potovanja in pa sem nehala, zavestno sem nehala to početi, kajti mi to počnemo. Ampak vse, njemu se ni zdelo to nič takšnega. Njemu se je zdelo, malo je prišla pogledati, sem je zdelo, ok, dober je, bomo preživeli. Ampak ta astralna potovanja, veste, vi greste isto, kot sem že prej rekla, šefu, bilo komu, ki vas jezi. Ampak to pomeni, da greste v tiste energije, ki vas jezijo, izčrpajo, obremenijo, ne v lepe. Ampak meni tudi to ni bilo v redu, da hodim k nekomu, ki mi je všeč, ni mi bilo to v redu, kajti s tem sem mislila, in sem ga po mojem obremenila, mislim, že to, da je preživel, to se mi zdi luksus. Ampak od takrat naprej sem jaz pol zavestno hodila v polja miru, zavestno. Se pravi, sem šla spat in astralno polje dala vgor v energije, da me zdravijo skozi spanje, kajti zdelo se mi je to veliko bolj, kot da strašimo okoli po svetu. In če se vi navadite razmišljati, sanjariti in zraven angele vabiti, bo astralno polje, astralno telo, ki vam daje stabilnost v čustvih, zbranost, odzivnost na veselje, odzivnost na življenje, plus vam bo vse bolj pritegnalo energijo angelov, vse bolj boste čutili energijo podpore, svetlobe in jo tudi magnetno privlačili. Se pravi, vi boste postali sami magnetni privlak za svetlobo in zlata spirala na grlu vam bo pomagala, da tukaj, grlo je naša najožja točka, da tu sprostite in se energijsko osvobodite. Tretji problem, ki ga imate najbolj pametni, jaz na srečo to nisem, je pa ta, da imate premočne misli in da preveč razmišljate in da potem, ko greste spat, se vam v glavi vrti film, kaj je še treba, kaj morate drugmu reči, kaj še niste naredili, kaj bi mogli, in to pa je tako, a veste, en tak mlin, ki vas melje, tudi če zaspite, ste zjutraj utrujeni, ker enostavno ta mlin ne odneha. Jaz imam srečo, ker vse pozabim, kar pa ne pozabim, sem se pa naučila, če me bremeni, si pa pišem. Jaz imam eno takšne listke, si naredim, imam to na klipsno in zvečer, če mi se kaj podi po glavi, 1 uro pred spanjem si zgem to zapisati. Karkoli. Kupi tole, ne pozabi cot. V glavnem, jaz si vse zapišem, kajti če ne mi bo tista ena misel tako dolgo kljuvala, zjutraj pa itak pozabila. Tako da preventivno sem se naučila, to niti nisem to gledala za spanje, kot da ne bi pozabila. In če celo noč nekaj razmišljaš, no, jaz zjutraj pozabim, no. Lahko da drugi ne, jaz sigurno. Tako da vse, kar vam nosite v glavi, ni treba cel spis napisati, samo oporne točke, zapišite, ni treba ne vem koliko harmonično en zvezek, ne vem kaj, samo na en list, da date potem to stran iz glave, da lahko se glava fokusira na drug način.
Če to ne deluje, pa zlato spiralo pri mentalnem pritisku dajete na ažno. Ažna je tule med obrvmi, to je začetek ažne tule, kanal tretjega očesa gre tu zadaj na zadnji točki pod lobanjo, to je cel kanal tretjega očesa, v sredini je pinalna žleza, če date jezik visoko na nebo, je to mehka točka, edina mehka točka na nebu je pinalna žleza in če date zlato spiralo na tretje oko, se pravi na čelo med obrvmi, tako počivate in srkate svetlobo, kot da bi dihali skozi ta tunel svetlobo, ki prihaja potem v središče pinalne žleze. Zakaj je to pomembno? Ker potem vi pridete v stik s svojo svetlobo. Tam se pa začne cela ta čarovnija delovanja in sodelovanja svetlobo z vašo dušo. To se sicer učimo tudi na zmenku z dušo, to je ena osnova zmenka z dušo, prvi korak, ki se ga naučimo, tako da dobrodošli. Maja vsako leto je tečaj za začetnike, tam se naučite vsega in tisti, ki so se to naučili, vsi dobro spijo. Pa še kaj drugega, ampak to ni zdaj tematika. Važno je, da veste, da z spiralo na tretjem očesu si vi odmislite te obremenilne misli, vezane na karkoli, ali na ločitev, ali na izgubo tega, onega, tretjega, četrtega, ali na to, da ste dobili diagnozo, recimo, ki vas je strah, pa nekako ne veste, kako se lotiti, začnite na način, da zlato spiralo date na pinalno žlezo, da vam odmakne te negativni pritisk misli. Ker pri mislih je pa tako, pri astralu mi potujemo, v mislih je pa, da se zapremo v kletko. Problem miselnega procesa in močnih mentalnih ljudi je, da mislijo, da so v stiku z dušo, ampak so ostali v svoji kletki mentala. Problem mentala je ravno ta, da ne ve, da je mental. In naš jaz ga jemljem kot orodje, to je meni kot kolo, meni dobro funkcionira, kdaj moram kam priditi, kaj narediti, za kakšne velike odločitve ga pa jaz ne uporabljam, ker ne ve nič novega. Kako bom jaz se nove stvari odločila, če moj mental ne ve, kako je? Ne ve, kako je biti to, ne ve, kako je biti, ne ve. In pol se izogiba novostim, ker preprosto ne ve, kako je to. Se pravi, je ta problematika pomembna, da se zavedate, da je nekaj več, da je vstop v pinalni žlezi in da tam je stik z vašo dušo, kjer je vaša zavest. In ko ste vi z dušo, s polji miru, vi ne morete biti v poljih miru, pa da ni zraven duše. Nikoli se to ne zgodi. Ko pridejo polja miru, se spustijo energije zlate dobe, zdravilna energija se okrepi in vi zaspite. In recimo, kadar je zima, pa so pri nas pol muce noter, jaz slišim, kako začnejo naše muce prest, ko se polja miru širijo in pridejo do njih. In pol tudi slišim, kje so, ker ponovadi se skrijo, da jih ne vidim vseh, in pol slišim, brni izpod mize, tam brni, in ko pridejo polja miru, muce predejo in to je pol en tak, vsi skupaj zaspimo tako, kot se spodobi. Stik z dušo, zdravljenje in drug dan smo top. Kaj je še pomembno, da v tem času veste, to so bile zdaj te diagnoze, kje se najdete, ali v fizično-eteričnosti, izčrpanosti, ali v pretirani čustvenosti, ali v pretirano psihični napetosti. Smiselno je, da veste, da so rešitve vse zlato spiralo. Mi generalno reklamiramo ali pa priporočamo zlato spiralo, da se da pod blazino, kajti to potem jo imate celo noč, ampak tudi to z namenom, da se dogaja psihoterapija. Psihoterapija pomeni, da se iz vaših energij odmikajo vsi energijska bremena na vseh nivojih, ker vi spite in je energija glave je na področju zlate spirale oziroma cela blazina je na tem in potem se vaša glava sprošča in vi odsanjate probleme, odsanjate bremena, odsanjate vse. In včasih smo mi to rekli, da 3 tedne je dovolj, ampak zdaj, ko so ljudje toliko bombardirani, ste bombardirani vseh strani, nekateri javljate, da imate skozi zlato spiralo pod blazino,
blazino in da je super. Katero zdaj zbrati? Ali to mini baby zlato spiralo, ki smo jo naredili zato, da lahko terapeuti lažje držimo v roki, namesto da mahamo kot propeler s tem in je tudi malo težje nositi seboj, pa imeti pol nepoškodovano. Tako da ta je bila narejena za te namene. Velika zlata spirala 12x12 je boljša za podpolšter. Nič pa ni škoda, mislim, nič pa ni manj ne deluje ta, ampak ta sigurno ne zdrsne pod jogi, ne zdrsne ne vem kam. Ta velika je veliko bolj statična pod blazino, medtem ko ta mala, ne vem koliko spite, ampak če se malo premetavate, malo obračate blazino, se nas zgodi, da zdrsne pod jogi ali pa izgine neznano kam. In potem nas kličete, da je izginila in seveda mi priporočamo nakup druge. Ker, če vam pade v školjko, ko greste na WC, ali vam pade ne vem kam, to ni 500 evrov, ni tako, to je potrošen material. Mi z njo delamo in ja, ko se zlomi, raztrga, neha delovati, ampak generalno je zlata spirala, deluje. Tudi takrat, recimo, če polet imate na golo kožo in seveda švicate in pride voda zraven in pol zeleni, kar ne zgleda najbolj, deluje še pa vseeno. Ampak vseeno je fajn, če jo ne dajete direkt na golo kožo, če greste, ne vem, v hribe in jo imate, ne vem, zakaj ženske v moder tiščite, to meni jasen, ne. In v denarnico tudi ne devati. Idealno je za v telefone, zmanjša negativni vpliv telefona, ampak ne ste mislili, da v telefonu vam koristi za spanje. Zato imamo ta akcijo, da dobite 4 za ceno, da jih dobite 5 za ceno 4, kajti da si jih porazdelite. Jaz imam eno v avtu za sebe čistiti, potem imam eno doma, pa eno na WC-ju, pa glavnem tam, kjer čakam kaj. In meni nikoli ni težko čakati, kajti zlato spiralo si potem lahko marsikaj takrat narediš. Se pravi, ali velika ali baby zlata spirala je odvisno od vas. Če boste s seboj nosili, je mala vsekakor veliko boljša. Če jo boste dali pod blazino, je veliko večji efekt in hitrejši efekt od velike, ampak na dolgi rok tudi mala pokrije te rešitve, tako da dobro deluje. Pravilna namestitev je seveda, da vam ne pade kam, sicer pa ta energija kot sonce žari in se pomika in vibrira. To je energijski ventilator, če bi jo jasnovidno gledali, bi zdaj videli potem na tej strani palico svetlobno in na tej strani svetlobno palico. Se pravi, je kot ene vrste svetlobni dobesedno ventilator, ampak kot en tak mešalec energiji, kjer se potem sproščajo blokade, sproščajo bolečine, blokade osvobodijo vse tisto, kar nam povzroča bolečino, nespečnost in slabo počutje. Kako dolgo uporabljati zlato spiralo? Tako dolgo, da se ne počutite dobro. Jaz ne vidim razloga, da jo ne bi ves čas, kajti ne morete se predozirati, ne pa pričakovati, če 20 let slabo spite, da vam bo v enem, 2-3 dnevih takoj izboljšanje dala. Vam bo pa dala izboljšanje v 10 dnevih, 14 dnevih, včasih tudi v 3 tednih, kajti en cikl se more, recimo luna ima 28 dni in v enem takem ciklu se v vaših energijah spremenijo stvari in zlata spirala to očiščuje, podpira stik z vašo svetlobo in se dogaja samo zdravljenje. Tako da vse te zakonitosti, ki so v materialnem svetu iz energijskega vidika, zlata spirala zelo dobro podpre. Kaj je dobro, da opazujemo, kako ste sproščeni po zlati spirali, kako ste bolj umirjeni, kako ste bolj stabilni v čustvih, kako ste manj utrujeni in glede na to jo dajete na posamezne centre, vezano na pred spanjem. Idealno je, če čutite, da ste v krču, da ne teče pri vas stvari, jo date v dlan, dihate in si dovolite, da ta krogotok teče. Priporočam pa, da 1 uro pred spanjem
niste več na Facebooku, na telefonu, na računalniku, niti ne gledate televizije, niti se s partnerjem ne pogovarjate o drugi svetovni vojni ali o ne vem čem in o vseh problemih tega sveta ali pa o finančnih načrtih, kajti pol ne morete iti spat z eno tisto zdravilno energijo. Idealno je, če 1 uro prej opazujete naravo, kako je lepa, ali pa svoje načrte v smislu sanjarjenje, bluzenje, meditacija, barvanje, vse, kar ne zagrabi vašega uma na plus. V smislu, da se začne vključevati zraven. To je idealno. Če tega še niste uspeli nekako upeljati v svoje življenje, to je prihodnost, kajti potem ste naslednji dan bolj suvereni v življenju, lažje živite, manj ste občutljivi, manj ven padate, ker ste bolj naspani in to smo kot dojenčki, vsaj jaz sem. Če sem nenaspana, pa lačna, sem sitna kot hudič. In verjetno večina tudi. Tako da vse sorte izkušnje nam javljate, ogromno hvaležna sem za vse tiste, ki javite plus in minus. Za tiste pa, ki javite, da ne deluje, potem, ko se še niste iz pošte ven odprli, se pa raj ne lotim odgovarjati. Preberite navodila, poglejte navodila in če ne morete spati in imate zlato spiralo doma na mizi in jo ne uporabljate, ne sebe tako kaznovati. Dajte si jo, polagajte si jo popek, je vaše dragoceno mesto, kjer se sprostite. Če ne zaznate sprememb, sta 2 stvari pomembni. Da preverite, kako globoko dihate in da preverite, koliko tekočine spijete. Tekočino ne piti zadnjih 5 minut, preden greste spat, ker pa boste itak na WC hodili, ampak jo spijete večinoma 6 deci zjutraj na tešče, potem do nekje 12, 1,5 litra in drugo polovico še do konca dneva. Je pa recimo koristno, da pred spanjem spijete kozarec ali 2, deci ali 2, malo slane vode. Ščepec soli date noter, to je zato, da se telo začne razstrupljati, ampak da zaradi soli potem jo ne date takoj ven in s tem pomagate ledvicam, telesu, limfi, da začne zdraviti telo skozi spanje in tudi vi lažje zaspite. Pomembno je tudi, da 3 ure pred spanjem ne jeste, še posebej ne težke hrane ali bilo česa, kar vam po krvni skupini ne odgovarja. Prehrana po krvnih skupinah je zanimiva. Če ne veste, kaj to je, če še niste tega slišali, mi gostimo 15. oktobra Denisa Beroša v Žalcu, ki bo govoril prav na to temo. Tako da malo preverite, je koristna stvar in tudi potem lažje razumete, zakaj vas ene stvari bremenijo, druge ne. Ampak vseeno, tudi če jeste hrano po krvnih skupinah, 3 ure pred spanjem je dobro, da ne, kajti potem telo lažje procesira svoje procese, ki so namenjeni za spanje. Kar je pomembno ali pa koristno še, veliko izmed vas ima naše izdelke, recimo, da imate kaj početi 1 uro pred spanjem, zdaj, če ne smete gledati televizije, pa ne smete se problematične stvari pogovarjati s partnerjem, pa niti brskati po Facebooku, kaj početi, počnete lahko naslednje. Priporočam Peeling Eros, to je za tiste, ki ste obremenjeni z fizično, recimo ta pretirana utrujenost, ali pa ste bili v skupini ljudi ali kje močno obremenjeni in potem zaspite v tej težki energiji. Peeling Eros vam to odmakne dobesedno iz eteričnega, fizičnega telesa, poleg tega, da regenerira vašo kožo, vam pomaga odmakniti tiste slabe energije, koristen je tudi za okrevanje po kapi, infarktu, na ta način regenerira fizično telo, da skozi noč naredi boljše stvari. Drugo je, kar je smiselno, če imate podobno, kot sem jaz imela v svoji prvi hiši v Rovi vasi, ko sem imela polno elementarov, je sprej Ganeš. Poškropite prostor enkrat tedensko po vogalih, če imate občutek, ali pa živite v bloku, pa je nekdo nad vami, ki je bolan, pa imate občutek, da tiste energije dol lezejo, pa zaradi tega ne morete zaspati. Se pravi, če je prostor problematičen, je idealno, da uporabite ali sprej Ganeša ali Lakšmi. Lakšmi vam pomaga stik z dušo ustvariti, Ganeš sprej, Spirit of Ganeš vam pa pomaga
pomaga pri razreševanju katerihkoli problemov imate, se pravi tudi, če se želite preseliti, karkoli vas muči, vi samo razmislite, kaj vse želite, da se razreši, poškropite po prostoru, lahko tudi 2-krat, 3-krat nad posteljo, počakate vsaj 10 minut, 15 minut, da se to malo gre v eteriko prostora in potem je prostor pripravljen za spanje. Zelo koristen je tudi krema Harmonija. Jaz se z njo namažem, kadar sem me kaj jezi, mene to imam, pač ta reakcija mi je v karti pisana. Ne glede na to, koliko bom zmeditirana, se mi ogenj vedno prižge in zato jaz zvečer si namažem ali z Harmonijo, večinoma s Harmonijo, kajti je to potem taka lepa travniška energija, ki se razdiši in malo moram paziti tudi na muce, če pride noter, da nimam preveč ostrih vonjav, kajti potem to ne marajo. Pač tak. V glavnem, popek, da si namažete, s tem se dogaja aromoterapija celega telesa in Harmonija je idealna za to, da si pomagate pri dobri spečnosti. Če pa ste nemirni ali pretirano razmišljujoči, pa je gel za tuširanje Venera boljši za zvečer. Če imate Marsa, ta vas zjutraj zbudi in aktivira vas dan, zvečer ni tako koristen Mars, kajti če se vi zvečer aktivirate, pa ja ne morate zaspati. Ampak Venera je pa prav zato, da greste sanjariti, manifestirati tik pred spanjem in to je idealno. Če pa imate občutek, da ste imeli obdobje žalovanja, čustvovanja ali pa da ste vodni tip rak, riba, škorpioni, vam pa priporočam naravni serum Grace, kjer je tudi eterična olje hmelja. Tu si pa samo tule okolo oči namažete, jaz si včasih tudi potem tretje oko in si negujete ta psihični vidik, da se odmaknejo slabe energije in lažje potem blagodejno zaspite. Tako da to so eni naši pripomočki, ki jih ves čas od nekdaj ustvarjamo za to, da vi boljše živite. Ampak za boljše življenje je seveda pomembno dobro spanje. Tako da upam, da pridete kdaj do tega, da boste zaspali kot, jaz pravim, kot dojenček, kajti to je nekaj najbolj naravnega. In sama sem bila enkrat na delavnici meditacijski, kjer smo imeli obdobje tišine, nekje v Ameriki smo bili, in sem se po dnevih tišine, meditiranja, zbudila z eteričnim telesom, ki je bil čist napolnjen. In sem se zbudila z zavestjo, da sem videla svoje telo na tleh, mislim na posteli, kako leži, sama sem bila pa zgori in videla cel prostor in vse. In to je bil tak občutek čistosti tega eteričnega telesa, da ko enkrat to doživiš, pol veš, v kakšne energije lahko greš spat. In to je naš namen, da skupaj rastemo, sproščamo in se prvič dobro naspite, da lahko dobro živite, ampak vaša naloga je pogledati, kje so vaše šibke točke in kje vnašate smeti v svoje življenje. Televizija, radio, vsekakor so velik smetitelj vašega življenja. Tako da upam, da boste se naučili, da je vaše življenje dragoceno, da je vaše spanje obred zares in jaz se vsak dan veselim iti v posteljo, kajti meni se zdi to drugi del dneva, ko se najlepše stvari dogajajo, sanjam, sanjarim, spim, vse živo se mi dogaja in tudi pri mrkih in kaj takšnega sanjaš, kaj smotanega, ampak vem, da je to pol zdravilno zdravljenje, da se stvari sproščajo, regenerirajo in takrat, če se na to pripravljaš. Drugače pa lahko, da samo takšne sanje imate, izčrpajoče, utrujene, to pa ni fajn. In zato vam polagam na srce in dušo, poskrbite za svoje spanje, za svoje življenje, kajti veliko časa prespimo, smo v postelji. Naj bo to dobro, najdite si kvalitetno pidžamo, kvalitetno spalno srajco, kvalitetno posteljnino, naj bo svetla, naj bo takšna, da vas umirja, zdravi in da lahko v njej uživate in počivate. Hvala za pozornost in srečno.